Nekaj pred 6. uro zjutraj so knapi kot vsak dan prihajali na delo, tokrat s prtljago, ne vedo namreč, kdaj bodo spet videli dnevno svetlobo in svoje družine. Ko sem šel zjutraj od doma, recimo, so se vsi trije zbudili, mali brusovs. Hudo, težko. Rudarji so vidno utrujeni in zaskrbljeni obžalovali umiranje premogovništva v Zasavju. To smo dobili od države v zahvalo potem, ko smo vestno opravljali svoje delo, povedo. Ko se je šlo za to državo slovensko, smo nadkjer tlele iz jame ob 1. zjutraj šli pod orožje za državo. Današnji dan imamo zahvalo tolo od države, ne? Tisti ljudje, ko so zakuhali tu, se pa mogoče nekje smejijo. Država se je sicer danes le odzvala, zjutraj se je knapom pridružil minister Omerzel. Lovil je še zadnji vlak pred odhodom knapov v jamo, a zamudil. Moja prošnja njim je bila, da ne nam dajo čas danes do konc dneva, vendar po posvetu, kljub temu so se odločili, da gredo za stavko naprej in da gredo v jamo. Dovolj imamo praznih obljub, poslušamo jih predolgo, so bili glasni rudarji. Sam je tisto povedal, ponavljal, kar mi cel teden prejšnji poslušamo. Obljube, obljube. Jaz mislim, da je to en manjših problemov v tej državi, pa so naredili tukaj velikega. Očitno že hoče to. Smo pa še vedno pripravljeni dialog, definitivno, ampak vemo, kak dialog, preko bankomata. Kot lahko vidite, se ravno v tem trenutku okrog 100 rudarjev rudnika Trbovlje-Hrastnik odpravlja stavkat v jamo. Kot pravijo, bodo tam ostali, čeprav v teh težkih pogojih, dokler ne dobijo svojega denarja, ki jim pripada, torej izplačilo plač. Fizično boste zdržali, kaj pa psihično? Smo tudi na to pripravljeni, ker vemo, zakaj se borimo. Bori se za svojo družino, za naše preživetje in za vse. Tako da to ni problem. Po 3 urah neuspešnih pogajanj so takole odšli, tja, kjer so pustili zadnjih 30 let in zdravje v jamo.